Pozdravljeni. Danes bomo obdelali vse polinome, kar je, se pravi funkcije, risanje grafa, kaj sploh to polinom je. V glavnem, vse, kar se tiče polinomov in kar boste potrebovali za obvladovanje polinomov. Mogoče bo malo bolj dolgotrajen film, mogoče bomo pa potem, mogoče ga bom pa potem razrezala na ene par uporabnih izsekov, a ne. Zdaj, najprej polinom. Polinom je funkcija. In kaj je zdaj pomembno pri tej funkciji? Da je sestavljen iz samih potenčnih funkcij, se pravi členi polinoma so same potenčne funkcije. Zdaj, definicija polinoma izgleda v knjigah kar precej, zapletena. Tole bi bila, ne, vse te ničle in vse to. Bom jaz zdaj to napisala, da vidite, da ni to noben bav. Pa da v bistvu je to samo definicija taka kot vse ostale funkcije z različnimi, formulami, no, pač takole izgleda, ne. Najprej je p od x, potem so pa koeficienti tega polinoma, in sicer a n, to bo ena številka krat x na n. In ker ne moremo zdaj te številke reči, to je pet, ampak mora biti splošna, zato je n, ne. Potem a n minus ena samo pomeni, da je za eno manj. Krat x na n minus ena. In tako naprej, plus, ne, potem se pa konča, potem gre pa na vedno manjšo stopnjo. A dva krat x na dva, a ena krat x na ena, ampak tega ne pišemo, plus a nič. Se pravi, nič drugega ni ta zapis, pomeni pač, da imamo nekaj iksov na neko potenco združenih v vsoto ali pa razliko. Se pravi, primer takega polinoma p od x je recimo tri krat x na sedem plus dva x na kvadrat minus x plus štiri. No, in za polinom, za njegovo obnašanje, za računanje različnih stvari so pomembni določeni členi bolj kot drugi. In zato v tem polinomu bo treba prepoznati različne funkcije teh členov in različna imena. Pa kar začnimo pri tistih stvareh, ki so pomembne. Najprej bomo rekli stopnjo polinoma. Stopnja polinoma je, pogledamo, katera potenca je najvišja v polinomu, in stopnjo pove tale n. Na krajše bi to rekli stopnja polinoma p od x je n. Potem gremo naprej. Potem vodilni člen. Vodilni člen je tisti člen, ki je ki ima x najvišje stopnje. Se pravi, tole je vodilni člen. Vodilni člen je torej zdaj a n krat x na n. Potem imamo vodilni koeficient. Vodilni koeficient je tisti koeficient, ki je zraven x-a z najvišjo stopnjo, se pravi. Vodilni koeficient. Vidite, kako sem lepo vse napisala, brez krajšanja. Ste kar ponosni malo na mene, a ne da? Se pravi, to je v našem primeru a n. Zdaj, vsem a n minus ena, a dva, a ena, a nič rečemo koeficienti polinoma. Se pravi, če imamo a ena, pardon, a nič, a ena, a dva pa tako naprej do a n minus ena pa a n, to so, vsemu temu rečemo koeficienti. Okej. Polinoma seveda, ne. Če pa vzamemo člene, členi so pa ločeni s plusi ali pa z minusi,
To so pa členi polinoma, ne. Se pravi, člene bomo pa kar podčrtali, da ne bom to pisala. Se pravi, tale je prvi člen, drugi člen, tretji člen, četrti, peti, kolikor jih pač okoli je. To so pa členi. Členi polinoma. Okej. Potem je še pa eden, ki se mu reče konstantni člen oziroma konstantni koeficient. To je pa ta, ki je brez x-a, se pravi ta samski. A0 je pa prosti člen oziroma lahko rečemo tudi prosti koeficient. Tako. Se pravi, to je zdaj definicija polinoma in to so neki glavni pojmi. Stopnja polinoma, se pravi x z najvišjo potenco, njegov eksponent je pa stopnja polinoma. Vodilni člen je a n krat x na n, pomembno je, da je x zraven pri členu. Vodilni koeficient je a n, potem imamo vsi koeficienti, so vse številke pred x-i, a0 je prosti člen oziroma prosti koeficient. Če bi pogledali zdaj na našem primeru, kaj je recimo stopnja polinoma. Pogledamo x na 7, x na 2, x pa tako. In najvišja potenca x je tale. Zato je stopnja tega našega polinoma enaka 7. Potem, kaj bi bil vodilni člen? Vodilni člen bo tisti člen, ki ima najvišji potenco x-a. To je tale. Potem imamo vodilni koeficient. Vodilni koeficient je 3. Samo 3, ne. Prosti člen je pa tisti, ki je brez x-ov, in to v našem primeru je 4. Takole. Pa poglejmo, kaj nas čaka naprej. Vrednost polinoma. Zdaj, kot ste že ugotovili, polinom je funkcija. Polinom je funkcija in lahko v tej funkciji izračunamo vrednost v eni točno določeni točki. Se pravi, če bi pogledali si tole. Kako bi zdaj izračunali vrednost polinoma p od x, x na 3 minus 2x na kvadrat plus 1 v točki x je 2. V bistvu ni neke hude znanosti, a ne. Samo vstavimo v polinom. In sicer takole, jaz ga bom še enkrat prepisala. Se pravi, imamo p od x je x na 3 minus 2x na kvadrat plus 1. In mi želimo izračunati vrednost v točki x je 2. Če hočemo napisati vrednost polinoma v točki 2, potem tukajle namesto x-a vstavimo dvojko. In če je tukajle dvojka, ta dvojka je pomembna, ne, nam pove, da namesto vsakega x-a v polinom vstavimo 2. Imamo zdaj to 2 na 3 minus 2 krat 2 na kvadrat plus 1. Zdaj pa gremo po pravilih računanja naprej, nič več nas ne zanima druga kot tule dalje. 2 na 3 je 8 minus 2 na kvadrat je 4 krat 2 je 8 plus 1. Tole se odšteje in dobimo, da je to 1. Se pravi, vrednost polinoma v točki 2 je 1. Kar smo tule tudi dobili, a ne. Okej. Zdaj pa še lahko tele vaje opravimo. Prva je, imamo polinom p od x je 3x na 4 minus 2x na kvadrat plus x minus 4 in zanima nas vrednost polinoma v točki minus 1. Preprosto, kaj naredimo je, namesto vsakega x-a vstavimo noter minus 1. Tukaj je bil x, ne, zato smo dali minus 1, minus 2 krat minus 1 na kvadrat plus minus 1 minus 4 je 3 krat minus 1 na 4 je 1, minus 2 krat 1 plus minus 1 minus 4. Tako, pomnožimo še tole, je to 3 minus 2 minus 1 minus 4, kar je minus 4.
Se pravi, rešitev je, da je vrednost polinoma v točki -1 enako -4. Ostaja še ena naloga. Presenečenje, kako se je tole prestavilo. Tole nalogo, a ne, bomo poskusili rešiti oziroma jo boste vi poskusili rešiti za domačo nalogo. Samo da vam jo obkrožim. Se pravi, tole poskusite sami rešiti. Mislim pa, da je rešitev 38. Ne me čisto za besedo držati, ko sem jo zdajle na hitrico na pamet rešila, a ne. Bomo videli, ne. Sporočite, če je bila prava ali pa ne. V glavnem, namesto vsakega x-a dajte dvojko noter pa izračunajte, ne. Tole bomo dali pa vprašaj, tako, da boste videli, če znam še računati ali ne. Tako. Dobro, gremo dalje. Kaj nas čaka? Enakost polinomov. Zdaj, kdaj sta polinoma enaka, a ne? Saj nekako morata se ujemati v vsem. V stopnji, v vseh členih iste vrste in potem sta enaka, ne. Se pravi, kaka bi bila definicija? Dva polinoma sta enaka, če imata enako stopnjo in enaka koeficienta pri členih iste stopnje. No, prvo vprašanje, ki ga imamo tule zastavljeno v vajah, je, ali sta polinoma 3x/4 minus x/3 plus 2x², pa QDX 3x/3 minus x² plus 2x enaka. Zdaj, če bi pogledali samo številke 3 pa minus pa 2, to sta res enaka, a ne. Ampak, ker so stopnje različne, nista enaka, ne. Tako bomo rekli ne, nista. Druga varianta teh nalog je pa, da je treba določiti a in b tako, da bosta enaka, ne. To pa pomeni zdaj, da si najboljše, da si izpišemo oba polinoma drug nad drugim. Se pravi, imamo POD-X je ax² minus 4x plus 1 pa QDX je 2x² minus 4x plus b. In kaj moramo ugotoviti je, koliko morata biti a in b, da bosta enaka. Ta polinoma, zdaj, če sta enaka, mora pri x² biti ista številka, ne. Imamo x² pa x², tukajle je dvojka. Se pravi, da mora biti a enako 2. Da bo tukaj 2x². Gremo naprej. -4 minus 4 sta enaka, x pa x sta enaka, +1 pa +1. Še pa mora biti, a ne. Se pravi, tale plus b mora biti pa enako +1. In b je 1. Tu ni nobene druge znanosti, kar se tega tiče, a ne. Takole. Zdaj pa tole nalogo bomo še pa zaenkrat en malo preskočili. Tole tudi. Pa bomo šli na računanje s polinomi. Zdaj, s polinomi lahko računamo v bistvu vse računske operacije isto kot s števili, s tem, da moramo upoštevati lastnosti polinomov. In zdaj bomo mi za tole, za seštevanje, odštevanje in množenje si vzeli dva primera in računali z njima. Na primer, če imamo dva polinoma, naj bo prvi polinom enako POD-X je x² minus 3, pa drugi polinom QDX naj bo pa enako x/3 plus x² minus 4. Tako. In poskusimo najprej seštevati. Se pravi, seštevanje. Seštevanje dveh polinomov poteka takole. Moramo zdaj napisati POD-X in prištejemo QDX. Ja, ni prehude znanosti. Če imamo POD-X, namesto celotnega POD-X-a
x na kvadrat minus 3. Lahko damo v oklepaje, ni pa tako potrebno tudi, ne. Kud x, namesto celotnega kud x-a pa vstavimo predpis za kud x. To je x na 3 plus x na kvadrat minus 4 zaklepaj. Zdaj pa odpravimo oklepaje in računamo, tako kot smo vajeni do zdaj. Ker je v bistvu vse seštevanje, tako kot da bi bilo brez oklepajev. In gremo dalje. Seštejemo x-e istih stopenj. Imamo zdaj tule x na 3, en x na kvadrat pa drugi x na kvadrat sta plus 2x na kvadrat pa številka je minus 7. Se pravi, ugotovimo, da je vsota dveh polinomov spet polinom, dobimo ga pa tako, da vstavimo predpise za polinome v predpis in dobimo vse to, ne. Se pravi, to je seštevanje, če si niste predpisali, si malo vstavite pa prepišite. Zdaj gremo pa na odštevanje. Zdaj, tukaj, ne, pri video vsebinah je to dobra stvar, da imela vedno ustavite in predvajate znova. Okej. Gremo na odštevanje. Pri odštevanju pač odštejemo polinome, recimo, da bomo zdaj odšteli kud x minus pol x, predvsem zato, ker bo tako mogoče malo lažje, pa niti ne, no. Spet vstavimo namesto kud x-a, vstavimo predpis za kud x, to je x na 3 plus x na kvadrat minus 4. Potem pa minus. Zdaj tu pa je pomembno, da celoten polinom odštejemo, se pravi, moramo dati minus in oklepaj p od x, x na kvadrat minus 3. In zdaj odpravimo oklepaje in izračunamo. To je x na 3 plus x na kvadrat minus 4 minus x na kvadrat plus 3. X je iste stopnje, združimo, se pravi x na 3 ostane, x na kvadrat minus x na kvadrat se odšteje in števila dobimo minus 1. Kaj ugotovimo? Razlika dveh polinomov je spet polinom in tole je rezultat odštevanja. Tako. Zdaj pa, kdor ni prepisal, si naj ustavi. Mi pa gremo dalje. Množenje. Zdaj, množenje dveh polinomov je pa takole, ne. Najprej bomo pogledali množenje polinoma s številom, ne. Množenje polinoma s številom. Recimo 3 krat p od x. Ja, ta trojka pomeni, da moramo celoten predpis p od x-a pomnožiti s 3. Se pravi, vstavimo namesto p od x-a v oklepaju x na kvadrat minus 3 in to pomnožimo. Dobimo 3x na kvadrat minus 9. To bi bilo množenje polinoma s številko, se pravi, pomnožimo vsak člen polinoma. Spet vstavite, če še niste prepisali, pa prepišite. No, zdaj pa množenje dveh polinomov. To pa tudi ni tako težko, je pa kar zamudno, ne. Se pravi, množenje polinomov imamo pa zdaj p od x krat q od x. Namesto p od x-a v oklepaj napišemo predpis za p od x. To je x na kvadrat minus 3 krat x na 3 plus x na kvadrat minus 4. In zdaj gremo vsakega z vsakim. Takle, takle, pa takle. Imamo zdaj x na kvadrat krat x na 3 je x na 5, ne. X prepišemo, osnove seštejemo. Plus x na kvadrat krat x na kvadrat je x na 4. X na kvadrat minus 4 je pa minus 4x na kvadrat. In zdaj pa še z minus 3 pomnožimo vsakega, dobimo pa minus 3x na 3 minus 3x na kvadrat pa plus 12. Tako. Zdaj pa združimo člene iste vrste. Saj po moje tako ni tako veliko. Tule imamo x na 5. Najbolje je, da se odločite, da greste po stopnjah od najvišje proti najnižji, zato ker takrat ne boste kaj spustili, ne. Plus x na 4 minus 3x na 3
teh imamo pa malo več, je pa minus 7x na kvadrat pa plus 12. Takole. Tole je bilo zdaj seštevanje, odštevanje in množenje polinomov. No, deljenje, to je pa druga zgodba, ne. Če se spomnite, je pa bilo to takrat kar precej zahtevno. Ni pa pravzaprav nič tako težkega. Je pa edino, kar je, se je treba držati postopka. Zato bomo mi zdaj pač delili ena dva polinoma, da pridemo v delitveno formo, a ne. Potem gremo pa naprej. Moram pa priznati, da deljenja polinomov v maturi ni bilo veliko oziroma tudi ne v kakšnih izpitih, ne. Zdaj za deljenje dveh polinomov bomo kar napisali dva polinoma, ki jih bomo zdelili. Na primer x na 4 plus 2x na 3 plus x na kvadrat minus x plus 3. Pa delimo to s polinomom x minus 2. Zdaj, pomemben je postopek. Tako kot pisno deljenje števil, ne, če se spomnite, to gre tako, ne, da če imate 3512 deljeno z 11, je kaj treba narediti, ne? Je treba vzeti del števila pa pogledati, kolikokrat gre 11 v 35. Gre trikrat, potem se to pomnoži nazaj, minus 33, pa dobimo 2. Pol pa spet 1 prepišemo in tako nadaljujemo potek, ne. Če se ne spomnite, kako se delijo števila, si lahko malo pogledate. Ni pa zdaj nujno za to, ne. No, in tukaj pri polinomih je tudi tako, da bomo delili po delih. Zdaj pa kako vedeti, kateri del? Najlažje je, da gremo kar po členih. Zato vzamemo prvi člen prvega polinoma in delimo s prvim členom drugega polinoma. In toliko, ko je tole, napišemo kot rezultat deljenja. Koliko pa je zdaj to? Da bomo tule napisali, kaj mi delimo. Mi delimo x na 4 deljeno z x. Osnova je ista, zato osnovo prepišemo, eksponente pa odštejemo. To je x na 3. Tole je zdaj rezultat deljenja, zato ga napišemo tu. Zdaj pa moramo dobiti ostanek, a ne. In ostanek dobimo tako, da s temle rezultatom pomnožimo vsak člen v drugem polinomu. Takole. Tegale bomo pomnožili. X krat x na 3 je x na 4. Pa še tega. Minus 2 krat x na 3 je minus 2x na 3. Zdaj pa bomo naredili takole. Črta in odštejemo celoten zgornji polinom, od celotnega zgornjega polinoma odštejemo spodnjega. To naredimo takole, da vsakemu členu drugega, tegale, spremenimo predznak. To se po moje še spomnite, ta je pozitiven, zato je to negativen, to je minus, se pravi, je to plus. In pod to črto izračunamo celoten rezultat tehleh členov. X na 4 pa minus x na 4 se izniči. Potem imamo 2x na 3 plus 2x na 3 je 4x na 3. Potem imamo x kvadrat je samo tale, se pravi prepišemo, plus x na kvadrat minus x plus 3. In dobimo spet dva polinoma. Tega in tega. Ponovimo enak postopek. Vzamemo prvi člen tu in prvi člen tu.
nekje posebej delimo. 4x na 3 deljeno z x. 4x na 3 deljeno z x je pa x na kvadrat. Rezultat tega prepišemo tu gor. Plus 4x na kvadrat. In zdaj pomnožimo s tem rezultatom vsak člen v drugem polinomu. In dobimo, tukajle dobimo zdaj 4x na 3 minus 8x na kvadrat. Zdaj pa črta in spremenimo predznak drugemu polinomu. To je zato, ker odštevamo ta dva polinoma. To je minus, to je plus. In odštejemo med sabo. 4x na 3 minus 4x na 3 se izniči, plus 8x na kvadrat plus x na kvadrat je 9x na kvadrat. Minus x plus 3 pa ostane od zgornjega polinoma. Tako. In spet ponovimo postopek. Vzamemo prvega s prvim. Napišemo, koliko je rezultat deljenja. 9x na kvadrat deljeno z x je 9x. In pripišemo semle. 9x. Pomnožimo nazaj in dobimo 9x na kvadrat minus 18x. Črta in spremenimo predznak. 9x na kvadrat minus 9x na kvadrat se izniči. Minus x plus 18x je 17x. Plus 3 ostane od zgoraj. In spet ponovimo postopek. Prvi s prvim in dobimo 17x. Deljeno z x je 17. In pomnožimo nazaj. To je 17x minus 34. Črta in spremenimo predznak. In dobimo, da je to 37. Zdaj pa spet ponovimo. 37 deljeno z x. To pa ne gre več. In zato je tole ostanek deljenja. Tole je pa rezultat. Tako. To je pa deljenje polinomov, ne. Zdaj bi lahko tegale napisali kot tale krat tale plus ostanek. To je pa izrek o deljenju polinomov. Ampak tole zdajle zaenkrat ne bomo.